Kot so sporočili iz oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Ljubljana, so se za spremembo odločili na podlagi številnih pobud občanov v naseljih Medno, Stanežiče in Dvor, ki se predvsem ob delovnikih spopadajo z velikim pritiskom tranzitnega prometa iz gorenjskih krajev proti Ljubljani, oziroma tistih voznikov, ki se z vožnjo skozi naselja želijo izogniti zastojem na glavni cesti. Trenutno razmere še poslabšuje delna zapora na Celovški cesti zaradi dokončevanja šentviškega predora in spremljajočih posegov in tako novo prometno ureditev sestavlja 5 glavnih ukrepov. Na vseh priključkih v Mednem in Stanežičah je sedaj urejen enosmerni promet pri priključevanju na glavno cesto. Pri gasilskem domu Medno je dovoljena vožnja kmetijski mehanizaciji v obe smeri. Na celotnem območju naselij velja omejitev hitrosti na 30 km/h. Za stanovalce Medna, Stanežič in Dvora se promet znotraj območja ne bo spremenil. V naseljih bo tako ohranjen dvosmerni promet. Dostop do naselij Medno, Stanežiče in Dvor z glavne ceste bo mogoč le skozi semaforizirano križišče pri igrišču za golf v Stanežičah. Kako dejansko poteka promet, smo si ogledali takoj prvi dan uveljavitve novega režima in v Stanežičah našli zadovoljne krajane. Vse zdaj zjutraj je super, nobenega prometa, otroci so šli normalno v šolo, normalno se bomo zdaj vključili na glavno cesto, tako da kar se tega jutranjega prometa tiče, pa te gneče in te hitrosti, je to super. Pohvalno, da bomo mi ta problem rešen. Da je mer zjutraj, da je šlo kamor če, da ni gneče, da ni zjutraj trobljenja, da ni ropota, pa te stvari, tako da mi smo zadovoljni, no, ta je naš konc. Če je nova ureditev odlična za krajane Stanežič in Dvora, pa krajani Mednega niso tako navdušeni nad rešitvijo, saj njihovo naselje postavlja v neke vrste zaprti rokav, četudi se vsi zavedajo problema. Promet v prometnih konicah v Mednem, posebej čez vas, je bil nemogoč. Za vaščane je bilo to ogromna obremenitev in zadnji čas je, da se je to nekaj začelo urejati. Nažalost pa se je začelo urejati mogoče malo na nepravi način, za vaščane na kar boleč način, saj pademo pod isti režim, ki vsi ostali vozači iz Kranja v Medno. Jutranji promet je umirjen, ga ni več, zdaj se da normalno na cesto zapeljati. Zadrega je v tem, ker je rešitev takšna, kot je postavila Medno kot vas v en žep, ki je dolg 4,5 km, kar pomeni, da kdorkoli hoče priti v Medno, mora iti skozi Stanežiče oziroma skozi tukaj mimo Guncar. To pomeni za one, ki prihajajo iz Medvod, kot za tiste, ki prihajajo iz Ljubljane. Zjutranja promet, recimo nekdo, ki hoče priti ali pa ki ima otroka, ki gre v zdravniku v Medvode, pomeni to, da sicer do Medvod bo prišel, ampak potem od zdravnika iz Medvod domov bo moral narediti dodatnih 6 km, približno toliko, da pride do Medna. To je problem z gorenjske smeri, ne. Zdaj, problem iz ljubljanske smeri je pa ta, da ves promet bo moral iti skozi po tej ulici tukaj vzadej, ne, ki gre v Medno, vključno z vsem tovornim tranzitom, šleperji, z vsem, kar pač mora dovažati material. Še posebej me moti, ker nimamo iz smeri Medvod omogočenega dostopa skozi vas do kmetije, ampak bomo morali iti na glavno cesto, na magistralno cesto. Večkrat je to s kakšnimi težkimi tovori, s kakšnimi sejalnicami, balami, kar je pa ne nazadnje tudi nevarno. Vsaj kmetje iz Mednega imajo z novo ureditvijo možnost uporabe ceste pri gasilskem domu Medno, tako da bodo s kmetijsko mehanizacijo lahko prišli do svoje obdelovalne zemlje pod železniško progo. Da, moram pa reči, da je šla na mestna občina toliko na roke, bom rekel, da je saj sprostila promet po klancu pri gasilskem domu za kmetijska vozila, ker sprva tudi to ni bilo mišljeno. Poudarjam pa, da smo vaščani Medna talci vozačev iz Kranja v Ljubljano. Spremembe so tako začele veljati 2. aprila. Na območju pa mestni redarji in policisti izvajajo poostren nadzor spoštovanja prometne signalizacije. Ker gre za prvi tak poskus urejanja problematike, bo veljalo tudi testno obdobje, na podlagi katerega bodo glede na izkušnje in predloge tudi krajanov in četrtne skupnosti mogoči tudi popravki.
Ja, v bistvu mi smo predlagali, glede na to, da smo zdaj zaprli Stanežiče, Medno in potem tudi naprej naselja, malce omilitev vse te zapore, predvsem za opravljanje dejavnosti. Tukaj imamo različne stanovalce, ki se ukvarjajo z kmetijstvom, potem imajo različne delavnice in zdaj vse te dostave bojo tukaj malo otežene. Tako da je šlo vse v smeri neke časovne omejitve oziroma morda tudi z dovolilnicami. To bojo potem tudi na mestni občini povedali, kaj je najbolj optimalno, ampak ta trenutek imamo recimo po 10. uri vasi zaprte za vse dejavnosti in za vse stanovalce. Tako da tukaj je mogoče še malo manevrskega prostora. Ne, rešitev je v bistvu, kot je že Urša govorila, rešitev je treba nekje poiskati v tej smeri, da bo dovoz v Medno iz Celovške omogočen brez problema. Za to rešitev obstaja 101, precej možnosti. Ena možnost je, da se vsaj časovno omeji zapora, druga možnost je, da se upelje sistem dovolilnic, tretja možnost bi bila lahko recimo, da je z dopolnilnimi tablami dovoljeno za lokalno dostavo in lokalni dovoz in tako naprej. Kakorkoli že v Mednu, zadrega bo precej velika, bom tako rekel, ne. In tudi ta cesta zaradi Medancev bo zdaj v bodoče bolj obremenjena, ker bodo vozili 200-250 avtomobilov na dan tukaj. Obljubljeno nam je se strani mestne občine, da se bo v roku, to se pravi jeseni, mislim, da v roku 6 mesecev stvar prerešetala, pretresla, premislila, ampak jaz mislim, da je to vsekakor preveč časa, da bo preveč gospodarske škode, da bo preveč hude krvi. Saj, kot sem že prej rekel, vaščani Medna ne smemo biti talci vozačev, ki se vozijo iz Kranja v Ljubljano in v bistvu samo obremenjujejo naše okolje. Z mestne občine so prosili, da najprej začne zadeva funkcionirati, pa da potem damo svoje predloge, da zberemo podpise stanovalcev, da res vemo, da je to večina. Potem bomo pa skupaj z predsednikom četrtne skupnosti podali ta predlog, pa se v bistvu najavili na nek sestank uskladitveni, da bo za vse v redu. Pripravljalci novega prometnega režima voznike, ki se vozijo z Gorenjske, pozivajo, da si za pot vzamejo več časa ali razmislijo o uporabi alternativnih načinov. Zavedajo se tudi, da se bodo vozniki zelo verjetno preusmerili na druge poti. Zato bo treba tokove spremljati in se primerno odzvati še na drugih lokacijah. Tako smo prvi dan zjutraj že opazili, da se vozniki iz Škofje Loke preusmerjajo na relacijo Jeprca-Vodice in so izbrali avtocesto. Nekaj več prometa pa je šlo tudi skozi Pirniče proti Tacnu. Na mestni občini Ljubljana upajo, da kršitev novega režima ne bo preveč. Obenem voznike seznanjajo, da se že pripravlja širitev Celovške ceste v 4-pasovnico do križišča Zaguncle in Stanežiče. Zato predvidevajo, da bo čez nekaj let promet na tem območju bolj tekoč. Vsekakor pa bomo problematiko cestnega režima spremljali in vam poročali o morebitnih spremembah.